vsem lepa dobrodošlica v knjižnici Mileta Klopčiča v Zagorju. Ste prišli na literarni večer, kjer bomo predstavili pesniško zbirko A pišem, ki je napisala Nada Mihelčič. Marsikaj zanimivega bo o tem povedala. Dobrodošla v naših Zagorjah. Hvala, tudi moje Zagorje. Tudi tvoje Zagorje. Preden pa greva midva zares k pogovoru, prosim Julijo Pušnik na flavti, mentorica je Nataša Burger, pri klavirju pa bo Polona Troha. Prosim. Hvala obema. Res imamo mojstre v Zagorju, kaj ne? Zagorjan pa je povezana tudi naša tokratna gostja. Midva sva oba člana Rudarskega muzejskega etnološkega društva Srečno Zagorje. Knapi ali pa potomci knapov se tikamo, ne? Tako da bo tako tudi med tem pogovorom. Se strinjam. Se strinjaš, ne? Par besed o tebi povem, ne? Potem boš pa ti. V redu? Nada Mihelčič je rojena v Kranju. Otroštvo in mladost je preživela v Litiji, kamor so se staršema preselili, ko je bila stara 3 leta. Vendar je poletne počitnice in veliko vikendov preživela v Zagorju, odkoder je doma njena mama, prava rudarska hči. Nadin dedek je bil rudar v zagorskem rudniku. Na čas v Zagorju je vežejo nepozabni spomini, ne le zaradi druženja z vrstniki, tudi sam način življenja, solidarnost, medsosedska pomoč, vse to je dragocenejše, če živiš izven Zasavja. Življenjska pot jo je pripeljala v Ljubljano, natančneje v Trnovo, kjer si je ustvarila družino. Nada, pa mogoče midva začneva, glede na to, da je Zagorja tudi Latko Korošec, in si mi ti omenila, da bi par besed mogoče, preden poveš, kako je bilo na počitnicah v Zagorju, spregovoriš o tem našem slavnem opernem pevcu. Ja, ko sem bila otrok, smo pač živeli v Litiji,
stara mama in starata pa v Krogarjevi koloniji. In ko sem bila stara 10 let, sem se že sama z avtobusom peljala iz Zagorja, iz Litije v Zagorje na obisk. In seveda sem se sama tudi z avtobusom vračala. Včasih me je bilo pa malo strah na tej novi avtobusni postaji, tam le dol, sploh ob sobotah zvečer ali pa ob nedeljah popoldne, ker ni bilo nikjer nobenega. Pa če sem le zagledala kakšnega starejšega, sem stopila zraven, dober dan, lepo vreme, ker sem se malo bolj varno počutila, če je bil nekdo starejši ob meni. No in tako sem jaz spoznala eno gospo, ki se je večkrat vozila iz Zagorja v Ljubljano. In potem, po ne vem kolikih teh skupnih najinih vožnjah, takrat je bilo to moderno, zdaj morate vedeti, to je bilo konec 70-ih let, ni bilo telefonov, ni bilo mobitelov, ni bilo tega, sva si midve izmenjali naslove. Še danes vem njen naslov, Stanka Korošec, Trubarjeva 22, Ljubljana. Meni to seveda takrat pri 10-11 letih ni nič pomenil. In potem so potovali razglednice, ona meni iz Toplic, jaz njej iz raznih šolskih izletov in tako naprej, vmes pa tudi pisma. No in ker sem bila jaz običajno 2 meseca v Zagorju na počitnicah, je imela ona tudi naslov Krogarjeva kolonija 25 in med počitnicami so ta njena pisma prihajala tudi v Zagorje. No in enkrat pride pismo, vse ona napiše, kaj se njej dogaja in vse tako naprej. In napiše, prilagam sliko svojega moža. Ko sva se pa midve pogovarjali, pa med vožnjo pa tako, je pa ona večkrat omenjala, moj mož, pa moj mož, pa moj mož, ampak nobenemu ni bilo jasen. Jaz sem doma povedala, da se s to gospo vozim in tako. Ampak nobenemu ni bilo jasen, da bi bil to lahko ta njen mož sam Latko Korošec. No in jaz seveda njej odpišem, da slike ni bilo v tistem pismu. In ona meni odpiše pismo nazaj, da je pač prehiter zapakirala in v naslednjem pismu pride slika Latka Korošca s posvetilom Nadi v lep in trajen spomin. Dokler je bila ona živa, sva si midve dopisovale. Potem je pa ona zelo kmalu umrla, ker je bila bolna, ampak od takrat naprej je meni Latko Korošec vsako leto pisal za novo leto. Tudi ko sem se poročila, ko sem imela nov naslov, ko sem imela nov priimek, sem mu poslala in na to sem izjemno ponosna in še vedno hranim doma vsa pisma gospe Stanke in seveda vse novoletne voščilnice Latka Korošca. Moram pa tukaj dodati še eno zanimivost. Ko sem jaz prišla v Ljubljano, midva z možem sva imela takrat še oba starše žive in za 1. november sva obiskala grob moževega prijatelja. Njegov prijatelj se je ubil v hribih pri 22 letih in sva šla tudi med letom večkrat k njemu svečko prižgati. Ko je pa marca 95 Latko Korošec umrl, sva šla pa midva na pogreb. Iz Nikolajeve Vežice tista pot je bila meni tako znana in ne boste verjeli, v isti vrsti so pokopali Latkota Korošca, kot je nekaj grobov naprej možev prijatelj. Ja. Tako da jaz danes, ko grem kot odrasla, se dostikrat ustavim pri grobu, tudi pokojne gospe Stanke, ker sem jo pač poznala. In takrat sem tista majhna punčka, stara 10 let, ki me je dostikrat spremljala na najinih poteh avtobusnih. Ja, enkrat se pa so zgodilo, da sva obe zamudile avtobus, to je bilo pa točno decembra 81, ko je bila nesreča Korzika. In je, ne vem zakaj, je bil spremenjen vozni red, v glavnem, to je bil mrz, sem rekla november, december 81, seveda bil je mrz in sva šle, tamle me je peljala v bife Medija, je bil tukaj le gor za vogalom, sva šle na čaj in sva tam iz radija poslušali, da je bila nesreča na Korziki. No in kot zanimivost, to je ta zgodba, ja. Kot zanimivost te letalski nesreči pa moja mama izgubila 2 sestrični. Aha. Žalosten dogodek, ampak tako je. Prej
sem omenil, ne, da boš kakšno besedo povedala o počitnikovanju v Zagorju. Danes ne, si peš ogledala to Okrogarjevo kolonijo. Rekla si mi, čez cesto, pa krožišča, pa tako naprej. Je drugačna ta kolonija? Pa dostop do kolonije, kot je bil takrat? Dostop do kolonije je popolnoma drugačen, sej tudi se z avtom peljemo kdaj, pa če greš gor proti Čolnišam, pa tako, ampak danes sem šla peš. Sem si vzela čas in sem šla prav tam, ko sem v trgovino hodila, pa to, če smo že v knjižnici Mileta Klopčiča, hišo Mileta Klopčiča, ki se je šlo mimo, ne. No, jaz imam najbolj v spominu, da tam na vogalu, ne, so bile po tleh granitne kocke. Zdaj ste modernizirani in imate krožišče. In poln enih semaforjev, prehodov za pešce. Takrat kot otrok, ko sem hodila v trgovino, seveda tega ni bilo. To je bilo, tudi avtomobilov ni bilo toliko. Ampak veš, v Kizicih imamo še več krožišč. Ja, pa nisem šla tam pešno z avtom. Ja. Okay. No, prej si omenila Latka Korosa, z njim si se srečala. Verjetno bi bilo pa zanimivo srečanje tudi s tvojim najljubšim pesnikom, ne, Francetom Prešernom. Tudi to je zanimiva zgodba, povezana z njim, da ga še zdaj čistaš. Ja, o doktorju Francetu Prešernu imamo mi danes premalo časa, ja, da bi se jaz kaj razgovorila. V glavnem, vsa ta moja strast se je začela v prvem letniku srednje šole in še danes sem hvaležna profesorici Frančiški Mlakar, ker sem takrat pri njej dobila v življenju prvi cvek in to za Prešerna. Jaz sem bila tako užaljena, da sem šla tisti dan v knjižnico in sem rekla, ne boste me, jaz grem v knjižnico in sem jaz takrat se je začela moja študija največjega slovenskega pesnika. Življenjepis, seveda pesmi, kasneje sem tudi začela na terenu raziskovati in seveda sem to vse prenesla tudi na svoja otroka, na svoje prijatelje, na svoje sodelavke, tamle sedijo, vprašajte jih, vse datume vejo. Naša Slovenija, kolikor je majhna, jaz v vsakem kraju najdem nek stik s Prešernom. Ali pa si naredim neke tematske poti, da imam cilj, da iščem nekaj s Prešernom. Tudi ne vem, ko grem v Bohinjsko Bistrico, ne, jaz iščem Ajdovski Gradec, ne. Tako, take stvari. Tako da jaz sem potem tudi namenila 2 pesmi, eno bomo danes slišali, obe dve sta v zbirki noter. Jo lahko prebereš eno izmed teh, eno bi da malce vidimo, kako pišeš, ne? Hotela sem pa povedati, da sem se spopadla celo s sonetom in vam moram povedati, da to je pa ena sama ljuba matematika. Laški 11-terec, tiste rime, A, B, B, A in tako naprej, jaz sem to pisala 4 mesece, ne? In zdaj si vi predstavljate, da je Prešeren je Julijo srečal v Trnovski cerkvi 6. aprila 1833, v Ilirskem listu je pa sonetni venec izdal 22. februarja 1834. 15 sonetov v enem letu. Jaz sem pa en sonet pisala 4 mesece. Saj nočem biti primerjati z njim, ne, ampak tako težko je. Rajš imam bolj tako svobodno umetnost. Moram priznati, da sem dvakrat, prvič, ko si mi knjigo dala prebral, pa zdaj, ko sem se malce pripravljal, zelo takšne izpovedne pesmi so in tudi ta Poeto, mislim, da je naslov, seveda, kateremu, ne, drugemu kot Prešerno, boste zdaj slišali, ne. No, tako kot sva rekla, prej z Igorjem, mene je življenjska pot pripeljala v Ljubljansko Trnovo. Tukaj živim, tukaj ustvarjam. In seveda v tej pesmi glorificiram Trnovo, a ne, ker v Trnovski cerkvi je Prešeren spoznal muzo svojega življenja. Ozadje nastanka te pesmi je pa ta, da sem jaz za Abrahama, ne se še ne zgledam, da sem toliko stara, ampak za Abrahama dobila v dar Prešernov kipec. In ob tistem kipcu se je rodila ta pesem Poetu. V zbirki boste prebrali
kje vse je bila že slišana, tako da v tem ne bi, in dajmo zdaj pesem. Ne? Zrem v obraz spoštovanega poeta, dolgih, skodranih las. Zrem v obličje, ki ga ni in še leta ne bo zabrisal čas, ko bi le lahko vedel moj poet, da je zaradi tebe mnogokrat bolj rožnat svet. Da se vedno znova izgubim čudoviti omami tvojih plemenitih besed. V njih vedno znova se najdem. Dajo mi smisel, navdih in polet. Po tvojem imenu me prepoznajo. Ob tvojih žlahtnih pesmih zadrhti srce. Kadar najlepšo himno igrajo, spet si z menoj in vsi vedo za te. Trnovo, kraj nesrečnega imena, boleče, žalostno si pel nekoč. Da ugasni se ne da plamena, ki ljubezni daje moč. Veš, poet moj skodranih las, o tebi širi se glas, največjega med največjimi. In če prideš kdaj nazaj, Trnovo je najlepši kraj, poln ljubezni, umetnosti in poezije, kjer z lahkoto najde vsak, kje gradaščica se vije, kje nekoč je stopal tvoj korak in kje svet Janez v zvonu bije. Lepo, ne? Nada, glede na to, da ti je Trnovo ljubo, mogoče sva prej malce prekinila tisto tvojo zgodbo z Zagorjem. Zakaj si bila tako rada v Zagorju? Zakaj si tako rada prihajala sem? Zaradi tega, ker sta te dedek in babica crkljala? Ali zaradi vsega tega, kar si tu videla? Zagorje je bil moj drugi dom. Meni je bilo tukaj fajn. Namreč, ko sem bila stara 9 let, sta se starša razvezala. Potem sva bile same z mamo in mama je bila veliko v službi. In zato, da nisem bila jaz sama, sem jaz šla v Zagorje. Ampak jaz sem se tukaj dobro počutila, tukaj sem imela družbo, čeprav moja prijateljica Marija mi še danes učita, da sem mi vsake počitnice zginila v Zagorje, da je bila ona sama, ne, tamle sedi. Ja. Ampak ne vem zakaj, meni je bilo tukaj fajn. No. Se mogoče ste pa zato tako dolgo prijateljice, ne? Zdaj, če si 24 ur z nekom, ne? Lahko pride do naveličanosti. Pa seveda je Litija je drugačna, Ljubljana je drugačna, Zagorje. Kaj te vleče zdaj recimo v Zagorje? Zakaj si se odčlanila v to rudarsko etnološko muzejsko društvo? Gospodu Franciju Brinovcu sem jaz neizmerno hvaležna, da me je sprejel v društvo, kljub temu, da imam stalni naslov v Ljubljani. Ampak veš, te knapovske krvi ne moreš zbrisati. Ne. Tudi, če greš na konc sveta in z leti, se mi zdi, da so te korenine čedalje bolj ukoreninjene. No. Pa tako, ko prideš, pa ne vem, iz Ljubljane, pa ta zasavski dialekt, pa to Božano všesa, to si vi sploh ne predstavljate. Vi, ki tukaj živite. Ja, potem pa pridemo v Ljubljano, pa hočemo ljubljansko govoriti. Ne? Ja. Tudi na vlaku se zgodi, da se, ne vem, nek Zasavc trudi, da bi prikril, da je Zasavc. Se ne da, ne? Moram tudi povedati, da, ne vem, grem na morje, spoznam tam nek zakonski par, ampak jaz točno vem, da so iz Zagorja. Hodila sem 4 leta v Trbovlje v srednjo šolo, 4 leta sem bila med temi mojimi puncami, Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, ker predno si ti vsak dan tok, niti ne ločeš teh narečnih... So pa razlike, ne? Ne, so pa razlike, tako da jaz danes v Ljubljani točno vem, v Hrastniku imajo ježa, ne? Ja, pevski zbor je pel pesem, ja. Kljub temu, da je to vse blizu. Je blizu, ampak ja. Zdaj, počasi bomo povabili glasbenike
iz zagorske glasbene šole k drugi točki. V tem času bi pa prav, da ti še eno recitiraš, pa jaz verjamem, da ne boš prebrala, ker zgleda, da znaš vse to na pamet. Jaz ne znam nobeno svojo. Ja, no, nekaj znam na pamet. Ja, te prav občudujem. Katera bo zdaj? Pa dejva zdaj tisto o vrtnici. Dej, prosim. Jaz veliko dobim navdiha v naravi. Doma imam vrt, pogovarjam se s pikapoloncami, s popki, ko ena roža začne cveteti in tako. Imam eno dišečo vrtnico. No, in se pogovarjam z njo in se pogovarjam z njo v verzih. Ne? Dišiš. Dišiš po tistih dneh, ko sta na najinih poteh brstela strast in hrpenenje. Dišiš spomin, ko sva verjela, da vse življenje bova si sledila, drug drugemu sledila pot. O, kako dišiš ti žlahtni cvet. Dišiš po vsem, kar sva imela, ko zvezda upanja še ni zbledela, ko bodica tvoja še ni tako zelo bolela. Dišiš. Lepo. Zdaj pa vabim Teo Fakin. Mislim, da bo zaigrala Karneval v Riu. Prej ste pa slišali Mali beli osliček. Prosim. Bravo. Hvala, Teja. Hvala. Njena mentorica pa je seveda Polona Troha. Tale slika na naslovnici je meni zelo všeč, ne? To naju nekako povezuje, ne samo knapovska kri, ampak ta lep špik. Ne? To jaz velikokrat v Martuljku ven iz spalnice gledam, kadar sem tam v enem apartmaju in je res lepo. Zanima me pa, redko kdaj vidim kakšen naslov, kjer je na koncu vprašaj, a pišem, daj razloži, no? Zakaj to? Zakaj tako? Sam naslov pesniške zbirke in tudi fotografija, ki je na naslovnici, je povezana z zgodbo. Namreč naša družina obožuje Zgornjesavsko dolino od Martuljka do Rateč. Naši otroci so zrasli tam. Midva z možem sva rekla, da enkrat, ko bova velika, bova nekaj tam kupila, ampak to so prevelike cene, tako da raje samo slike gledamo. No in eno poletje smo bili na dopustu in smo šli v Krnico. Med drugim tudi. Ne? Zdaj, tako kot je v prvi zbirki moj prijatelj Jože Vozel, moj sošolc, napisal, da ceni, da jaz še vedno pišem na roke. Meni se je čas ustavil tam malo v 19. stoletju. Le zakaj? Tako da jaz ne pišem pesmi na računalnik, ampak moram imeti obvezno pri sebi neko beležko, da ko jaz dobim navdih, da hitro napišem, da to ne gre.
No in takrat, ko smo bili mi v Krnici, sem bila jaz brez pisala in brez svinčnika. In tam zunaj sedimo in se jaz zazrem v tiste vrhove in meni začne neka pesem brizgati ven. In kaj naj zdaj naredim? Nič, grem jaz noter, kupam razglednico, si sposodim pisalo tam, kaj je ta planinska knjiga in jaz pišem, ampak tista razglednica je bila premalo. In potem grem jaz tam na WC in navlečem une brisačke in jaz na dokončam pesem. Ne? Smeha seveda je bilo veliko, ampak v tistem dopustu, ko smo mi še hodili okrog, ta prijateljica, ki je bila z nami, je imela pa robčke, mož je našel neko leseno dilo tam ob cesti, ko smo hodili, in ona je robčke nastavila, pisalo je imela v roki in mi hodimo in jaz kar naenkrat spet dobim nek navdih. In ona pravi, a pišem? Ja, piši. Ne? In to se je ponavljalo tisti dopust, ker meni se tudi ni dal, da bi šla nekam jesen blokat skupaj, ne? Ker se mi je zdelo, da ima ona dosti robčkov v sabo. In iz tega ven smo mi potem tudi, ko smo knjigo izdajali, nekako dali naslov, a pišem, ne? Ker je bilo to neverjetno veliko smeha. Ljudje, ki so šli mimo, oni niso vedeli, zakaj se mi tam krohotamo. Ne? Ampak ta A pišem nam je bil tako simpatičen, no? In smo zaradi tega dali naslov A pišem in smo seveda tudi zbirko opremili s to čudovito fotografijo, ki jo je pa prispeval en moj prijatelj iz mladosti, Marko Vovk, ki veliko hodi v hribe, ampak žal danes ni mogel priti, ker je službeno odsoten. Je pa z nami njegova slika, ne? Je pa slika njegova in je tudi v noter napisan. In ko sem jaz njega prosila, da je to zdaj ima smisel vse skupaj, neko sliko od tega, pa on je meni po enem tednu poslal 500 fotografij špikove skupine. Je rekel, še sem tega veliko, no, ampak smo potem nekako skupaj zbrali, tako da meni je zelo všeč ta naslovnica. No. Tako da, če nimate ideje, ne, kaj Nadi kupiti za rojstni dan, en blokec mehen, svinčnik, potem je to kar v redu, potem lahko tudi kakšen rokopis od Prešerna, če boste dobili, pa kakšno opero od Korošca. Tako da, ja. Pa knjige, ne. To je druga, ja. Tvoja prva, pa greva malce nazaj. Zdaj, zakaj si sploh začela pisati, pa kdaj si sploh začela razmišljati, da bi bilo pa dobro to izdati v knjigi? Ker knjiga, ne nazadnje, gre to v NUK, je večna, razen če bomba napade, ne? Ja, res je. Jaz sem svoje prve pesmi napisala že v osnovni šoli, pa potem tudi v srednji in takrat sem že potem objavljala v šolskem glasilu Mladi revirji, ne Tina? Ja. Ampak to, da je to ljudem bilo všeč, je bilo en dalo spodbudo, ne? Dobro, sej v pesmi včasih tudi, ne vem, čistiš dušo, neko svojo bolečino ali karkoli. No in potem, ne vem, nekje, ne vem, koliko sem bila stara, mogoče 30 let, mi reče prijateljica, pa dej Nada, to ni nič, da ti napišeš pesem, pa jo doma prebereš, to mora iti med ljudi. Ne? No, samo ena stvar je zagotovo, ne vem, tisti, ki se ukvarjate s kakršnokoli umetnostjo. Če imaš talent, ni težko neko stvar ustvariti. Druga zgodba je to predstaviti publiki, to spraviti med ljudi. Pa ni važno zdaj, ali je to slikanje, ali je to, ne vem, igranje na klaviru v končni fazi, ne, da ne igraš sam doma, ali pa pesem, ki jo napišeš. Ne. Tako da sem na spodbudo moje družine in pa prijateljev lotila se prve pesniške zbirke Razgaljena duša, ki je išla leta 2010. Ta je tudi v Zagorski knjižnici, ki sem tudi že imela tukaj predstavitev. No, potem se je pa v naslednjih 12 letih nabralo spet nekaj pesmi in smo šli v novo pesniško zbirko. Lahko povemo, da je v pesniški zbirki... Ja, vse to, meni nisi zaupala, zakaj je 48 pesmi. Ja.
Zakaj? V tej pesniški zbirki A pišem je 48 pesmi. Jaz sem naredila zelo samo cenzuro, bilo jih je več napisanih, ampak sem se namenoma odločila, da jih objavim 48. To piše v uvodu, tega nikjer ne zapišem, vedno samo povem, ker si domišljam, da bom enkrat en velik pesnik in ko bodo nekoč raziskovali moje življenje, naj se matrajo. Ne? Jaz samo ustno povem, zakaj. 48, Prešeren. A si kaj mislite, zakaj? Upletla sem Prešerna, seveda. Prešeren je bil star 48 let, pa še nekaj mesecev, ki je umrl. Nekaj mesecev do 48 je pa manjkalo njegovi muzi, Juliji. Tako da jaz sem zato dala 48 pesmi. Tako da zdaj vemo. Zdaj je skrivnost razkrita. Evo. Ja. Super, ne? Zdaj, midva sva se za tole dogovarjala, za tale literarni večer, ne vem, nekaj mesecev, ne? Ti si mi dejala, da bi bilo dobro, da jaz preberem tudi kakšno tvojo pesem, ker pa jaz rabim za kakšno pesem se na pamet naučiti, po mojem 20 let, pa še več, bom kar prebral, če se strinjate. Pa ne tako doživeto kot... Z veseljem. Nada. Pa ne bo čarobna pesem. Mimogrede, izbor je moj, predlog pa njen. Čarobna pesem iz daljave se oglaša v tej skrivnostni noči, ki prinaša duši mir, toplino, da še čas bežeči zaustavi in prežene vso sivino. Čarobna pesem, prijatelj davnih dni, tudi tebi poje. Tudi tebe vabi, da od dlani položiš vse upe svoje. Njena topla melodija naj bo popotnica v pusti čas, ko plahih korakov in zbeganih misli iz daljave spet slišiš njen glas. Čarobna pesem naj odmeva, naj z njo srce prepeva vse prihodnje dni, tudi ko ugasnejo praznične luči. Naše še ne bodo ugasnile, bodo še nekaj časa svetile. Zdaj, ti si rekla, da imaš pri pisanju kar veliko oporo svojemu možu, svoji družini. Ja, zelo veliko oporo. Zdaj, verjetno veliko papirja porabiš, tako da dobri ste. Kako to gre? Kaj si mislila s tem, da imaš podporo? Torej, da so prvi, ki preberijo tvoje verze, pa rečejo, super je, so tvoj prvi kritik, ti dajo moralno oporo tudi? Najprej, ko nekaj napišem, seveda iščem žrtev, ki bo poslušala to mojo pesem. In to so seveda najprej moji domači. Drugače pa tudi sem mislila s to oporo to, da me podpirajo, ko imam nastope, grejo z mano, včasih ne vsi, včasih samo, ne vem, mož, kakorkoli. Tako da to zelo cenim, no, kadar imam pa kakšno pesem po naročilu, o tem bo se vaša pogovarjala. Mi pa mož res zelo veliko pomaga, ker predebatirava stvari, kaj bi bilo smiselno, kaj bi to, kaj bi tako. Ker jaz vsako pesem, ki jo dam od sebe za nekoga, ki je pač obdarovanec, naj si bo to za rojstne dneve, za abrahame, za poroke, z vsako tako pesmijo gre del mojega srca. Jaz se zelo potrudim, da napišem najboljš, kot znam. Včasih kakšne stvari tudi malo v simbolih zavijem v tej pesmi in tukaj imam seveda res neizmerno podporo mojih domačih. In pa seveda tudi prijateljev, pa sodelavk. Verjetno s kakšnimi informacijami iz njihovega življenja, ne? Ker upleteš potem lahko tudi v pesem. Ker nekaj pesmi si izbrala, čeprav verjetno ne vse, kolikor si jih že napisala za poročne pare, za rojstne dneve. Ja, nekaj sem jih objavila noter, tako kot sem rekla, te, ki jih pišem za darila,
jih ne shranim, ker so bile namenjene temu obdarovancu. Te 3, ki sem jih pa dala v knjigo noter, je bilo pa vse z dovoljenjem teh obdarovancev. Imajo še kakšno posebno vrednost, da si jih dala notri? So tisti ljudje še toliko bližje? Ja, so ja. So ja. Sej, ko boste sami vzeli zbirko v roke, boste videli, vsega vam ne smemo izdati. A bi mogoče eno prebrala? Dej, prosim. Eno poročno? Aj boš kar na pamet spet? Ne znam, vsega pa ne znam na pamet. To. Moja prva poročna pesem je bila narejena na pobudo moje drage prijateljice, ki je danes tukaj. No, saj ste vsi moji prijatelji, da se razumemo, ampak tale moja draga prijateljica, ki tamle sedi, je poročila sina. In jaz se opravičujem, ker moram da to poiskati, ker nisem številk si naredila. Na kateri strani je Tjaša in Urh? Marija. Kako pa je naslov? Tjaša in Urh. 24. Evo, smo že najdli, ne? V glavnem in me je prosila takrat, da bi naredila poročno pesem. In je dala meni takrat ona zelo veliko nalogo. Ker sem hotela res dati od sebe nekaj najboljšega, kar zmorem. V te pesmi moje, ki jih pa jaz pišem, pa da zakompliciram stvar sebi, pa vedno vpletam akrostih. Tako da pride pač ime tega obdarovanca. No in zdaj v primeru te poročne pesmi je to 10 kitic, ker je tukaj sta imeni neveste in ženina. Pa še in zraven, ne? Jaz sem se odločila, da to danes preberem, ker mi je ta je bila res prva v nizu teh poročnih pesmi in prve ne pozabiš nikoli in mi je najbolj pri srcu. Upam, da vam bo všeč. Zdaj, če se malce pošalim, je včasih kar fajn, da imajo bolj kratko ime, ne? Ja, se strinjam. Zdaj, to se vidi, ko berete, ne? Tjaša in Urh pride dol, jaz se bom poskušala pri vsaki kitici malo ustaviti, da boste vedeli črke, kako si sledijo, ne? Takrat davno pesnik je zapisal: Deni me kakor pečat na svoje srce, kakor pečat na svojo roko, zakaj močna je ljubezen. Je lahko še lepše v verzih risal, kako začutiš ta največji dar, ko duša in srce najdeta svoj par. Ali ni na svetu slajšega spoznanja, ko misel ena vedno znova ti odzvanja. Kjerkoli stopaš, kjerkoli si, je zate tam, ljubezen tvoja in po tebi hrepeni. Še med plesnimi koraki, v ritmu glasbe, kot bi prihajalo z nebes, zaljubljeno utripa harmonija dveh teles. A drug drugemu sta dana, da z roko v roki rasteta skozi čas. Drug drugemu na pot poslana, da zdaj sta eno, ne več ti in jaz. In veselo oznanja svoj bimbom, ko vabi vaju Benedikta zvon, da mladih src ljubezen, Božji dar, položita pred njegov oltar. Naj obljuba, ki sta jo dala pred Bogom in pred ljudmi, prinaša moč, da bosta zmagovala v dobrem in slabem do konca dni. Urh in Tjaša, mladoporočenca naša. Naj današnji blagoslov bo popotnica edina. Naj bo upanje, začetek nov in sreča, tudi ko postaneta družina. Radostno potujta preko vseh čeri življenja, da nekoč, ko se ozreta v dan, ko vajina se skupna pot začenja, hvaležno bosta ugotovila, da čas, ki sta si ga podarila,
Vama je sledi zarisal, a vse bo kot takrat, ko pesnik je napisal. Deni me kakor pečat na svoje srce, kakor pečat na svojo roko, zakaj močna je ljubezen. Tako, če se še kdo ni poročil, lahko pesem dobite. Se dolg matraš s tovrstnimi pesmimi? Ne, seveda lažje je, če človeka poznam. Dobila sem tudi že prošnje za nekoga, ki ga še videla nisem. Ampak rabim nekaj časa. V glavnem v glavi to jaz pletem, premlevam, v glavi pletem, premlevam in potem se usedem in napišem. Zanimivo, prej si dejala, da si rada v območju gora, spodaj ali na njih. Rada si pa tudi na morju. Je to druga ljubezen, oziroma tretja? Prva je družina, ne? Ja, obožujem. V bistvu oba z možem, zdaj odkar imava že velike otroke, da hodiva sama na dopust, obožujeva Strunjan. Tako da Strunjan je najina točka in tudi tam je ena pesem nastala, ja. Imaš v planu tudi, da prebereš? Jo prebrali. Ja, ne znam na pamet, res ne znam vseh na pamet. Ker mene zelo veseli. Aha, Strunjan. 44, ja. Na strunjanski plaži. Sonce je prižgalo najsvetlejšo luč, da se vidi, kako morje ljubi nebo. Kako se med valovi izgublja krik galeba. Kako se v rahlem vetru, ki prinaša pesem solin, mešajo vonjave morja in borovcev. Kako se v senci prepletajo narečja. Ko sonce ugasne svojo luč in se valovi umirijo, boš čutil sol na moji koži. Iz belega oblaka bo pogledal Da Vinci in sonce bo padlo v morje. Hvaležno bova prisluhnila božanski melodiji zvonov in ti boš ljubil, kakor sonce ljubi morje. Lepo. Vsakega pesnika, ki predstavlja pesniško zbirko, je čisto naravno, da ga vprašamo, že kaj nastaja za tretjo? Ja, zdaj je že tudi kar nekaj novih pesmi nastalo. Ne razmišljam še tako, da bi izdala tretjo pesniško zbirko, ker najprej moramo še tole kakšno turnejo narediti po Sloveniji. Koliko pa je bilo teh turnej, pa kako se razlikujejo? Danes vidimo, da je kar lep obisk, včasih pa vidim tudi, kje v Ljubljani, kjer bi človek pričakoval največje mesto, da je to vsaj 5krat več obiskovalcev. Pa ne vem, če je tako, razen če je to nekdo zelo znan. Zdaj moja, ja seveda, jaz nisem še na nivoju Neže Maurer, ne, ampak največjo spodbudo imam jaz seveda v matičnem društvu v Trnovem, kjer organiziramo razne dogodke, od kulturnih praznikov za 8. marec, dan sosedov, te tematske, kot je recimo, ne vem, lani je bilo leto Rudolfa Maistra, predtem je bilo leto Ivana Tavčarjevo leto, letos je leto Mikija Mustra. In temu potem posvetimo dogodek in temu potem je seveda spet neko pesem napišem na to temo. To bo šlo zdaj vse v novo pesniško zbirko. Tako da na teh naših dogodkih, seveda potem je to v Trnovem tudi Finžgarjeva galerija. Tukaj so zelo močni dogodki. Tudi obisk, ne? Tudi obisk, seveda. Tudi obisk. Finžgarjeva galerija spada sicer pod Trnovsko župnijo. Tako da verjemite mi, da tukaj poet posebno lepo zveni, ne? Pred Trnovsko cerkvijo. Sicer pa moji nastopi zelo priložnostno. No? V bistvu vedno puščam poti odprte, da mi stvari prihajajo nasproti. Tako da zdaj ne vem, kaj si mislil, kje vse smo že bili. Ja, pa kakšen je obisk, recimo tudi
izven tvojega kraja bivanja? Odvisno. No, nikoli še nisem bila razočarana, no, tako. Nikoli še nisem bila razočarana. Tako da mi je fajn. Mi pa povedala, da pogosto sama nastopaš. Kaj je to razlog? Si raj sama? Mislim sama v smislu, če je nek dogodek, me povabijo in pridem, zrecitiram, ne vem, 2-3 pesmi v sklopu tega dogodka. Prvo predstavitev, recimo knjige v Zagorju, si imela čisto samostojno. Čisto prvo sem imela pa že v Trnovem, takrat tudi ob izidu. Tako. In si se držala svojega scenarija? Še šali malce. Sem. Si zelo, ne? Tako imaš rada, da so stvari utečene. Ja, ampak vedno si dopuščam kakšno stvar, da se direktno na dogodku se še kaj prilagodi ali kakorkoli. Sem tudi odprta za take stvari, se da tudi. Da publika ne ve, da si se kaj zmotil. Ja, za mene si malce vedela, ne, da bo šlo malo mimo. Ne. Kaj pa sama najraje bereš? Dobro, rekla si Prešerna, da si prebrala vse, kar je o njemu znanega. Kaj pa druge pesnike? Kdo ti je blizu? Kajuh. Kajuh je takoj za Prešernom. Vse, kar mi pride nasprot, se sploh ne znam povedati. Veliko bereš? Premalo. Slovenske avtorje? Slovenske. Zdaj slišimo, ne, to je včasih mogoče kar celo malce že škodljivo za ohranjanje slovenskega jezika, da pa naši mladi, neke raziskave so vam prišle, več kot slovensko, že v odstotkih berejo v angleški verziji, recimo. Ti tega, ki je strah, da bomo pozabili na slovenski jezik? Jaz sem zelo žalostna v zvezi s tem, kam gre naša ljuba slovenščina. Osebno me to zelo moti. Pa tudi ne samo med mladimi, sej tudi vidimo že med starejšimi, kako smo usvojili besedo gužva, ki ni slovenska, ki se sploh več ne kontroliramo. Mi imamo za to zelo lep izraz gneča. Ja. Vprašajte se, kolikrat rečete gužva, pa sploh se ne, pa ni naša. Tako nehote se mi zdi, da ta naša prelepa, preljuba slovenščina malo zginja. No, včeraj, mimogrede, sem bil v Ljubljani, to še v Zasavju ni pravilo, jedilni listi, tam, kjer te vabijo v gostilno, trgovince. Ja, skoraj je slovenski jezik, ne, tam nekje. Zelo podobno kot recimo Rogaški Slatini, ta prvo rusko ali ne vem, zelo podobno. Potem angleško, potem pa slovensko. Zdaj, ki takšnega se recimo na Hrvaškem, kjer očitno bolj cenijo svoj jezik, ne more zgoditi, pa še kje drugje. Mi pa kar, ne, Slovenijo damo nekam dol spodaj. Sej zato se jaz na svoj način trudim, da ohranjamo, če drugega ne, 2 taki knjigi sta šle v NUK za vse večne čase. Tako da, to je moj prispevek k temu, no. Čas pa tudi kakšnega popravim, tako kaj, če ne vem, šteje, recimo, ali pa za novo leto, ko se odšteva 3, 2, 1. Kaj odštevate? Je spol števila 1, 2, 3 ali 1, 2, 3, ne 1, 2, 3. Ja, taki smo, ne? Ja, dobro. Ja, zdaj bom pa še tisto to drugo, ne, sej ne, da bi se trudil, da bi jo na pamet prebral, ampak je bom rekel. Ja, ampak ko sem ta naslov prebral, se veš, na kaj tisti, ki zdaj živimo na izlakah, najprej pomislimo, okamnele svate, ne? In sem rekel, a je to? Ne, ni to, ne. Okamneli pastir, ne, ker to je pastir, ne. Ki je bil napisan na brisačko. A to je to? V resnici je to tam vrh nek, ki mu jaz nisem vedela, kako mu je ime. Kako je ime tega in zato sem ga poimenovala Okameneli pastir. Sicer pa ni, ne? Ne. Lahko pa da je, ne? Ne vemo. Okamneli pastir, varuješ skalnate poti. Bediš nad pogledi v oblake, v zvezde ali v jasno nebo. Mogočen v daljavi se dotikaš neskončnega, ko majhen popotnik drobi svoje korake v tišini. Ko pozablja nate v dolini. Ti pa ostajaš tam brez dotika, v spominu kot večna kamena slika. Ko nad teboj hrumijo vetrovi, ko pod teboj grmijo snežni plazovi, ko si podajaš jesen in pomlad,
ostajaš pastir brez imena in v neskončnost zamrznjena slika kamena. Pridem po tvoje ime. To je to. Bravo. Moram reči, da je zelo zanimivo poslušati nekoga, ki bere tvoje pesmi. To sem danes prvič zdaj doživela. Lej, ti obljubim, da te pokličem, jutri pa ti bom še malce prebral. Zdaj, kaj tebe čaka od danes? Imaš že dogovorjeno kakšno naslednjo predstavitev? Ker zdaj se že malce mudi, ne? Ker pravijo v knjižničari, da aprila, maja je še obisk, junija je pa potem že obisk morja, pa tako naprej. Ne? Bomo pa v Strunjanu kaj recitirali tam na plaži, ne? Se ni problem. S kitaro. Ne, nimam zdaj konkretno naš dogovorjeno, se pa dogovarjamo v Liznekovi domačiji v Kranjski Gori, da bi naredili en literarni dogodek, ampak to čakamo pa, da bo toplo, da bo vzuni. Lahko. Ja. Romantično, s kekcem, Ja, bedancem. ja, tako, ja. Mogoče še Josip Bandot pride, ne, se šalim. Ti je tudi to ljubo, to naše izračilo, recimo po nekaterih knjigah, ne, po Josipu Bandotu, ne, smo pač ogledali 3 čudovite filme, ne, o kekcu. Jaz tako vsak kraj, ko pridem, iščem, a je bil kakšen pisatelj tam doma ali kakšen spomenik, ki je, ni samo Prešeren, veste, tudi še drugi. Včasih ga malo prevaram. Ja. Imaš še kaj za nas, da prebereš oziroma da recitiraš? Jaz bi zelo želela z vami deliti eno pesem, ki sem jo napisala mojemu dragemu možu ob obletnici poroke in tudi celotna zbirka je posvečena njemu. Ne? Tako da nekako sem želela, da bi to danes delila z vami. Pa se malce navezuje tudi na prvo, ne? Navezuje se, namreč dala sem naslov Dva metulja. V prvi pesniški zbirki je pa ena pesem Metulj. In v resnici sta ta dva metulja nadaljevanje tega prvega. Kaj ne znam iz tega kazala na pamet. Moj mož zna na pamet, evo ga pokličemo. Dva metulja 11. Aha, našla. Dva metulja. Skupaj sva šla skozi sladke in skozi grenke čase. Skupaj sva pasla 7 debelih in 7 suhih krav. Včasih sva z ramo ob rami utirala pot. Včasih vsak zase, če tudi je kdaj bilo narobe prav. In vedno znova je z nama raslo spoznanje, da sva kot dva metulja pisanih kril. Da le kadar skupaj letiva do zvezd, uresničiva sanje. In ni ga viharja, ki najem bi svet pokosil. Kot sva si tisti dan obljubila, v sreči in nesreči do konca dni. Če bi mogla, še enkrat bi vse ponovila. Dva metulja, v dobrem in slabem, eden z drugim bi pila iz čaše opojnosti. Zdaj, ti si rekla, edino pesem, ki si jo ne smeš sam izbrati, za recitirati, je Rudar, ne? Ne, Rudar pa poetov sva rekla. A ja, 2. Ti sem pa pozabil. In zakaj Rudar? Ja, Rudarja ni v tej pesniški zbirki. To je že priprava za naslednjo pesniško zbirko. Namreč, ko so se te moje zasavske korenine začele še bolj uprijemati tal, se je rodila tale pesem, ki sem jo posvetila mojemu dedku, rudarju, Pavletu. Ne, Pavli? In pa seveda vsem zagorskim rudarjem. Ko sem po mamini smrti dobila njene fotografije, še črno-bele, so se te stvari v resnici so še bolj prišle na plan.
In ta moj starata je zdaj v tej pesmi noter. Jaz sem dala naslov pesmi Toplice 39. Namreč tak je bil naslov, kjer sta živela moja stara starša pred poimenovanjem rudarske kolonije po heroju Tonetu Krogarju. Predtem so bile Toplice. Toplice 9 in še zdaj, ne, krajevna skupnost je Toplice. Toplice, je, ja. Tako. No, je bil naslov Toplice, to sem seveda videla v tisti spominski škatli moje mame, ko so bila pisma noter in so tako neki stari dokumenti. Toplice 39, zdaj je pa to Krogarjeva kolonija 25. Ne. V glavnem tole pesem res poklanjam ne samo svojemu staremu atu, tudi vsem rudarjem v Zagorski dolini. In še enkrat bom rekla, neizmerno hvaležna društvu RMED Srečno Zagorje, da sem smela to pesem že predstaviti v Delavskem domu 3. decembra na god Svete Barbare. 4. decembra se opravičujem. 3. decembra, evo spet Prešeren. Ne, ja. Toplice 39. Pod zemljo je kopal črno zlato. Svetilko na glavi, da je videl lahko, kako globoko vodi jamski rov. In z mislijo v srcu, da se živ vrne domov. S kavo in kosom črnega kruha je hodil vsak dan, da iz nedrja zemlje hunt za huntom pripelje na plan. Kadar Medija vedela ni za vse njegove skrbi, kako bi utrujen, črn in žuljavih rok družini odrezal večji kos kruha, takrat s komarati pod lipo svoj čas bogati, verjame in upa. In je kopal črno zlato. Dan za dnem je hodil v jamo. Za varstvo prosil Barbaro, s tiho željo, tisto majhno srcu znano. Komarati so odšli, lipa več sence ne daje. Medija tiho žubori, prinaša spomin na čas in običaje. Ko še ni utihnil pisk lokomotive in vonj po kolmu še ni zbledel, žubori in funštar zdiši, ker so žive knapovske vezi. In rudarski srečno v Zagorski dolini še dolgo bo donel. Jaz mislim, ne, da sva počasi prišla do konca tega pogovora. Zdaj, če bi želela še kakšno pesem prebrati, jo lahko. Sicer pa boste lahko pesniško zbirko potem po koncu tega literarnega večera tu v tej knjižnici pri tvojem možu, ne, tudi moja desna roka kupili. Mislim, da je 15 evrov, ne? Ja. Prva in druga. 15 evrov, seveda s podpisom ali posvetilom avtorice. Prosim. Zdaj, ko smo že toliko govorili o domoljubju, nismo pa povedali, da jaz sem v službi na Ministrstvu za notranje zadeve. In pri nas se zelo spodbuja umetniško ustvarjanje. Mi imamo vsako leto za kulturni praznik umetniško razstavo, na katero sem ponavadi vabljena, da kakšno pesem tudi preberem ali razstavljam ali kakorkoli. No, in sem bila med drugim tudi povabljena na proslavo za 30 let Slovenije, ko je imela naša ljuba domovina 30 let. In jaz bi res želela to pesem danes vam prebrati. Pa naj bo to za konec, ne? Da, tako za konec. Ko že govorimo to kot domoljubju, no. Spet ne vem, Narko, koliko je, na kateri strani je? 56. Ena in edina. V zeleno odeta, v modrino pripeta. Ena in edina. Moja domovina, mladenka, iz drobnega popka nežno si cvet svoj odprla, kot ptica svobodno si krila razprla.
uresničene sanje preteklih rodov, ki verjeli so vanje, da nekoč preko gorskih vrhov, od panonskih ravnic, od vinskih goric do modrega morja, bo slovenska beseda zvenela. Ena in edina, moja domovina. Majhna, a v ljubezni velika, v imenu jo nosiš, da duša se srca dotika. Ena in edina. Kadar temen te oblak zagrne, s pogumom tvojih srčnih ljudi, sonce se vedno vrne. In sije na vse poti, tudi na tiste, ki vodijo v širni svet. Da utrujen popotnik si zaželi, da k tebi vrne se spet. Da v tvojem naročju, v dvojini, upija darove narave, te ob zdravici pozdravi ali ob pravi skodelici kave. Da v zeleno odeta, v modrino pripeta, zavedno ostala boš. Ena in edina, moja domovina, prijazna kokoš. Ja, sem morala Cankarja in Prešerna zaviti tole noter, ne, ste razumeli. Nada, hvala. Hvala. Za vse povedano, za prebrane pesmi. Zdaj pa upam, da ta knjiga, pesniška zbirka pride v čim več rok in potem v misli. Hvala pa tudi vsem vam za obisk in se vidimo še kdaj, če ne prej ali pa kasneje, enkrat, ko bo tretja zbirka. Hvala. V Kranjski Gori. Hvala. Smučici bo odkoli meškinala. Hvala lepo. Hvala. Lepo, tam se meškini, da te bojo videli. Ja, hvala lepa, res, ko ste prišli. Hvala seveda Igorju. Hvala knjižnici. Jaz sem zelo vesela. Jaz moram reči, sem danes kar malo na trnih, ker nisem vedela, koliko vas bo. Še enkrat res hvala lepa. Upam, da so vam bile moje pesmi všeč. Upam, da boste radi posegli, mogoče dobili kakšno idejo za kakšno novoletno voščilnico, recimo lahko si posodite ven tele verze. Jaz seveda še vedno pišem naprej, ne, tako da ni problema in res mogoče se malo vidimo na tretji. Ne. Hvala še enkrat. Tako bom rekla po rudarsko. Srečno. Srečno. Okay, ajde. Hvala, Igor. V redu.